Kot prorektor za finance sicer nisem tisti, ki bi te zadeve formalno reševal, sem se pa vključil kot nekdo, ki je seveda z sodelavci opravljal neformalne razgovore. Mogoče še preden je prišla zadeva tako daleč, da se je začela formalno reševati. Jaz upam, da sem svojo vlogo odigral vsaj nekoliko pozitivno. Vodstvo NSD je s tem bilo seznanjeno. Jaz osebno seveda nisem sodeloval v tem procesu, vendar prepoznam situacijo kot problematično. Ta zadeva se je reševala s sklicem v končni fazi komisije, ki je odločala potem na podlagi izbranih dejstev, ampak na načelni ravni absolutno se ne bi smela dogajati stvari, kot se dogajajo. Zagotovo teh informacij nisem imel na voljo v takem obsegu, da bi si takrat lahko že izoblikoval neko svoje lastno stališče. Kajti moje mnenje je, da v takih primerih je vedno potrebno poslušati eno in drugo stran in seveda potem ustrezno ukrepati. Ali menite, da je vodstvo, tedanje vodstvo in pa nenazadnje vodstvo, ki ga še zmeraj predstavljajo aktualni prorektorji, pravilno odreagiralo? Moje mnenje je, da ne. In odgovornost tukaj je predvsem na rektorju.